se mora letno dognoji, potem se obrezuje, pa potrebno je tudi škropljenje proti bakteriozi pa proti orehovi muhi. Glasovanje poteka od jutri dalje, od 6.10. in traja do 11.10., to se pravi v petek do 24. ure se glasovanje zaključi. Pri nas skoraj ni kmetije, na kateri ne bi rasel tudi oreh. To mogočno drevo, ki poleti daje senco, jeseni plodove. 25 let je star oreh o prenovljeni hiši družine Pliberšek na Zavrhu. Posadili so ga soprogini starši, pred 13 leti pa se je mlada družina odločila za nasad orehov. Nasad je veliki nekje 1 hektar, v nasadu je 160 dreves, so pa sajeni nekje 8 na 8 metrov medsebojne razdalje. To so zdaj videti že nekoliko višja drevesa. Kako hitro pa raste oreh in kako ga oskrbujete čez leto? Odvisno, nekatera drevesa rastejo hitreje, nekatera bolj počasneje, odvisno tudi od podlage, ali je bolj rodovitna podlaga oziroma manj rodovitna. Drugače se pa oreh se mora letno dognoji, potem se obrezuje, pa potrebno je tudi škropljenje proti bakteriozi pa proti orehovi muhi. Obrezuje se vsako leto, se oblikuje krošnja, krošnja je v obliki kotla, to se pravi, da se čistijo notranje veje, da pride svetloba. Spomladi, nekje preden začne brsteti oziroma preden začnejo poganjati listi, se obreže. Pravijo, da pod orehom nič ne raste. Kako je s tem pri vas? Ja, ko moraš kositi, bi bil srečen, da nič ne raste, drugače je pa vsaj na začetku, ko še ni listje toliko gosto, raste kar trava spodaj, je treba kositi, redno vzdrževati, potem je pa potrebno pred pobiranjem, je pa potrebno res čistiti travo oziroma lepo pokositi, da čim bolj enostavno pa čim lažje pobiraš orehe. V roki imate orehe različnih sort, katere, morda kakšne razlike med njimi? Recimo to je Elit, potem je Lara, pa Ronde Montignac. V našem nasadu je 8 različnih sort, so pa sajene zaradi različnega časa dozorevanja oziroma oploditve. To se pravi, da so ene so malo bolj pozne, ene so malo bolj zgodne. Recimo najbolj zgodna je Elit, potem so pa nekje Franket pa Lara. Omenili ste, da imate kar 8 različnih sort. Katera se je vam takole v 13 letih pokazala kot najoptimalnejša? Najbolj optimalnejša se nam je izkazala Lara, zaradi tega, ker ima zelo velike sadeže oziroma zelo velike orehe, pa tudi orehi so polni, tako da je izmet oziroma luščin manj kot nekje pri drugih. So zelo okusni in že tak na oko so tudi zelo lepi. Potem pa tudi Ronde Montignac je zanimiv, ker ima drugačno obliko, malo bolj jajčaste, drugače pa bolj ali manj so vse sortne sorte, to se pravi, da so cepljenci in je znana kvaliteta to, kaj bo zraslo. Aleš je član Slovenskega strokovnega društva lupinarjev. V njem so zbrani pridelovalci orehov, lešnikov in kostanjev. Tam izvejo številne nasvete, ki pomagajo k višji kakovosti pridelka. Pridelovalce orehov najbolj skrbi orehova muha. Doktorica Anita Solar, predsednica društva, svetuje naj tisti, ki imate orehe, v začetku julija nanje obesite rumene lepljive plošče. Tako boste izvedeli, ali je na vaših orehih muha. Pridelovalci se tudi kemični zaščiti proti temu škodljivcu težko izognejo. Tistim, ki imate le oreh ali dva, pa Solarjeva priporoča. Vi, ko imate en oreh ali pa nekaj orehov doma, vam ni treba škropiti, ker prvič oreh je težko poškropiti v celoti, ker so ogromna drevesa. So tudi nekateri agrotehnični ukrepi, ki jih je pa treba dosledno in več let zapored izvajati. Prvi je ta, ko popadajo te napadeni plodovi na tla, jih pospravite. Zato namreč muha izleže na plod jajčice in ličinke, ki se iz teh jajčic razvijajo, so take male, belkasto rumene, par milimetrov dolge in tiste vrtajo potem rove v meso zelene lupine in to meso dobesedno pojejo. In zunanja koža zelene lupine pa se izsuši in se prilepi na luščino. Zato so te zgodaj napadeni plodovi normalno veliki, ampak rjavi,
tako črnkasto, sivkasto, rjavo lupino imajo gor, ne dobesedno mumije, ampak s tem, da nimajo nič mesa lupine. Ne. To je zgodna muha in te plodovi največkrat ostanejo gor. Mogoče se jih en del popada na tla, večina jih pa ostane na drevesu. Ta zgodna muha naredi največ škode, ker plodovi taki so popolnoma zanič, jedrca so črna in se največkrat tudi ne razvijajo do konca. Mal manj škode dela potem kasnejša muha, tista, ki se pojavlja konec avgusta, začetku septembra, ker namreč običajno je razvoj takšen, da imamo en močen napad v juliju, potem je malo zatišja, potem pa ponovno spet v drugi polovici avgusta, če je to normalno toplo, normalno mokro leto. Razvoj škodljivca na plodu traja 40 dni. To se pravi, če je bilo odloženo jajčice konec avgusta, potem je 40 dni nekje do konec septembra, začetek oktobra, to pa takrat, ko orehi že dozorijo. In največkrat padejo tisti plodovi, v katerih je še ličinka, plod je pa že čisto počrnel, padejo na tla skupaj z ličinko. In to je pomembno je takrat, da te plodove pospravite. Doktorica Anita Solar nadalje svetuje, da v pozni jeseni prekopljete tla pod orehi. Tako zmotite razvoj ličinke v muho. Še bolje pa je pokrivanje površine s kopreno. Če to storite v začetku julija, muhi preprečite, da pride iz zemlje in v oreh odloži jajčeca. V nasadu družine Pliberšek do zdaj ni bilo veliko orehovih muh, zato je tudi letos pridelek dober. Orehe pobirajo od konca septembra do konca oktobra. Plodove operejo in posušijo v sušilnici. Jedrca posušenega oreha morajo ohraniti ustrezno vlažnost. Oreh pa je bolje streti pred uporabo. Jedrce je pa tak, če je manj zlomljeno, manj pride pri tistih delih, kjer je zlomljeno, pride do oksidacije in bolj je oreh zlomljen, v bistvu slabša je kvaliteta, manj je oreh zlomljen, boljša je kvaliteta. In kaj vi vse delate iz orehov? V lanskem letu smo probali narediti tudi orehov kompot, potem potica je tista stalnica, razna peciva iz orehov. Letos smo probali tudi z orehovcem, tako da bomo videli, kako bo tisto nam uspelo. Pliberškovega orehovca nismo pokusili, smo pa se posladkali z orehovim kompotom. Soproga Lidija ga je naredila junija. Najprej so nabrali zelene plodove, jih en teden razgrenjevali, nato pa jih prekuhali v sladki vodi, v katero so dodali še nekaj cimeta in vaniljevo palčko. Na koncu so nam pokazali še najmanjši in največji oreh, ki sta zrasla pri njih. Najmanjši meri v dolžino 1,5 cm, največji 6, po obsegu pa 14 cm. Še nekaj dni časa imate, da odgovorite na nagradno vprašanje iz prejšnje oddaje. Povezano je z dvignjenimi gredicami. Povejte nam 2 ali več značilnosti dvignjenih gredic. Podarja nagrado podjetje Freising iz Škofje Loke, ki se ukvarja z prodajo dvignjenih gredic. Letošnjo predstavitev za najlepši ribnik pri nas začenjamo v Murski Soboti, ob ribniku, ki ga domači občudujejo že 4. sezono. Kako ste ga začeli delati? Kje je bil najprej predviden? Najprej je bil predviden tam na onem mestu, ker je nasut pesek oziroma šoder. Smo se pa na koncu premislili in ga premestili pred teraso, tako da je malo drugačen, malo lepši pogled s terase. Ribnik je nekje 6x6 metrov. Najglobja točka na sredini je 1,70 m po diagonali, tako da ribe prezimijo brez problema. Nekje 12 do 13 tisoč litrov vode je noter. Ni pomemben samo vodni del, tudi obvodni del, kako ste ga urejali? Okolico smo urejali počasi smo nasadili razne rastline. Čisto v začetku je bil praktično gol, brez samo za kamni. Skale so z Bele krajine, navožene, ker pri nas se nažalost ne dobijo. Ribnik stoji tukaj ob vodnjaku, tako da ste nekako ga dali ob že obstoječi motiv, ki je verjetno bil na vrtu? Ja, vodnjak je tu že od začetka, že ko se je hiša gradila, je bil narejen. Je pa zdaj novost, ker je vsa voda s strehe je po ceveh speljana v vodnjak, posledično je tudi poraba manjša, ker ne rabimo mestne vode za sam ribnik.
Drugi finalist letošnjega izbora je mlad ribnik. Koliko je star, kdaj ste ga začeli delati? Ribnik je pravzaprav star nekaj mesecev, nastal je letos junija. Ideja je bila namreč ženina od Sonje in potem smo se z bratrancem njenim, z Igorjem, nekaj pogovarjali, da združimo en piknik pred Vidovim proščenjem, ki je zelo znano proščenje tukaj v Prekmurju, da se dobimo 4 prijatelji in smo se lotili samega izkopa eno soboto. Bilo je zelo vroče, 35-36 stopinj, smo se počasi hladili, vendar smo ga do večera izkopali in ga počasi začeli potem urejati. Torej, narejen je nekje dimenzije 3x4 metre, terasaste oblike je tako ovalne oblike. Ob ribniku se ureja tudi okolica, posadili ste lipo in uredili podest. Tako je, podest je tudi za malo lepši izgled in pa tudi za lažje hranjenje in pa seveda uživanje ob samem ribniku. Lipa je tudi dokaj mlada, vendar nekako sovpada tudi z simboliko našo, se pravi Slovenijo. In pa tudi seveda ribam je potrebno ribnik imeti malo tudi v senci. Tretji ribnik je v Čagoni, stoji ob zelo stari hiši. Koliko je stara hiša in koliko je star ribnik? Trenutno je obnovljen pred enim tednom, drugače pa je star 10 let. Hiša je drugače 210 let. Vedno je bila moja želja nekako, da bi bil tudi pri hiši ribnik, ker se mi zdi, da ti dosti da. Lahko opazuješ vse mogoče živali, ki se naselijo čez nekaj časa ob njem. Pa tudi samo delo me veseli ob ribniku, ko vidim, kako mi rastejo rožice. Ob mojem ribniku vedno puščam, da se mi rastline same obnavljajo. Potem jih pač rečim, koliko je potrebno. Na spodnji strani se ribnik nadaljuje z vrtom, na zgornji strani pa je terasa iz posebnega kamna. Ja, to je pa naš osečki kamen iz Slovenskih goric z fosili, zelo zanimiv. Je bil rudnik nekoč, zdaj so pa še samo ostale hiše, ki so grajene kleti z tem kamnom in imamo pri tej naši hiši radi avtohtone stvari. Jaz imam rada preproste stvari in mi je veliko veselje. Natašin ribnik v Zagorju je med manjšimi letošnjimi finalisti. 2500 litrov vode se lepo ujema z okolico. Merjenje 3 metre po dolžini in 2 metra pa pol po širini, je pa različne globine. Imam polico za rastline, pol metra je globine za lokvanje nasajene, globina je 1,20 m za prezimovanje rib. Ta je 2 leti star, prej smo imeli enega iste velikosti na istem mestu, ampak je bil bolj razraščen, tako da nas je malo že to ovirali in pa smo ga podrla in na novo. A prej je bil betonirani pa folija čez, zdaj je pa samo folija na podlagi od mivke. Sicer to je obstoječe od prejšnjega ribnika, nisem veliko izpopolnila, sem sam ta del naprej, da mi lepo pada vodomet, ostalo je ostalo od prej. Torej, vi ribnik občudujete, je kdo, ki se kdaj napaja tudi z vodo iz ribnika? Ja, imamo psičko, ko ves čas, čeprav ima svežo vodo pri posodi, ona rada pride k ribam in ribe, ko ona pije, ribe pridejo k njej. Imamo pa tudi še drugo stanovalko ribnika, imamo malo želvico in zdaj bo zima, pol postavim hiško za zimo, z lučkam, malo je zimska idila. Ne bodite presenečeni, če na ribniku sredi Maribora vidite jato rac. Te pogosto obiščejo vrt družine Huter in se sprehajajo po zelenici pod orehom. Prej je bila zelenica, vse skupaj. Nekje pred 6 leti pa smo začeli z izkopom in z mislijo za ribnik. Seveda to je ponavadi želja boljše polovice oziroma žene. Tako da njena želja in potem je to prevladalo in zdaj sem tudi zadovoljen, da je to nastalo.
Kdo pa največ dela opravi pri ribniku? Ja, to je vsekakor ženska roka, tako da žena. Ona je ljubitelj teh drevesic, tega, tako da ureja okolico. Jaz pa imam bolj tehnični del in hranjenje rib, tako da nekaj mi tudi ostane. Dolg je 6 metrov, širok 3 metre. V njem je nekje 12 litrov vode, kjer je terasasto narejen, 60, potem pa 1,20 m globine. Del ribnika je bil namenjen tudi rastlinskemu filtru in ta se je zelo razrasel. Trstika, ki tukaj raste, je skoraj zavzela tretjino ribnika. Ja, najprej smo ga hoteli samo malo, da ga zakrijemo filter, jaz to trstiko. Kasneje pa se tako razrasla, da zdaj že kar včasih tudi režemo v stran, ampak tukaj imamo že pripravljeno klop in mizico. Teda tukaj se sedemo z ženo in potem malo se pogovarjamo in gledamo ribe in uživamo v ribniku. Ribnik v Mariboru na Teznem je nastal v prenovi celotnega vrta. Najprej med 2 sadnima drevesoma, zdaj kot podaljšek sončne terase. Sem ljubiteljica narave in pa tudi vode. In ko smo prenavljali, smisla, zdaj pa bi verjetno še bilo dobro, da bi umestili en ribnik. Seveda pa je ta ribnik bil ustvarjan oziroma delan v odsotnosti mojega moža, kateri je bil službeno odsoten. In to presenečenje je bilo, moram reči, kar zelo prijetno. Ni le ribnik okrogel, tudi na ribniku je krogla. Ja, krogla je tista, ki se mi zdi, da daje ribniku eno dinamičnost. Ribe so tiste, katere jo poganjajo in ta energija kroži dost prijetno, no? In se zelo dobro počutimo ob tem. Ribnik krasi tudi poseben kip, katerega smo umestili, ker se mi je zdelo, da lahko ena deklica opazuje dogajanje v naravi, spremembe in tako. Mi imamo navado, da ribice hranimo zvečer, ko prižgemo tudi lučko v ribniku in slap in takrat pridejo do roba. In bi rekla, da je to en takšen kontakt z njimi. Radi posedamo tukaj ob njem z kakim ležalnikom, se spočijemo. Skratka, ribnik je tisti, ki nam je dal eno pozitivno izkušnjo. Ta ribnik je star 5 let. Prej so bile v okolici posajene že nekatere drevesne vrste, nekaj iglavcev in ste potem ribnik naknadno upeljali v to okolico. Pred 5 leti sva se z ženo odločila, da bi nekako zapolnila tole nabrežino tukaj in padla je pač odločitev, da dajmo v ta prostor z enim manjšim ribnikom. V osnovi smo mislili imeti še manjšega kot je tale, in nastal je pač takšen, kot ga sedaj le vidimo. Tukaj je nekje okoli 1500 litrov vode. Katere ribice pa imate se v njem? Je samo ena vrsta rib, to je tukaj, ki vidimo, zlate ribice in mislim, da se kar dobro počutijo. Kakšne oblike je ta ribnik? Kar nekaj skal ste tudi prinesli na ta del? Ja, polkrožna oblika. Na drugi strani je položenih nekaj skal, med njimi tudi nekaj večjih. In pa v samem ribniku sta vgrajeni 2 črpalki. Ena črpalka je za črpanje vode stalno v ribniku, da voda ostaja bistra. Druga črpalka pa je pač namenjena temu slapu za dušo. Ta ribnik najraje občudujejo zelenice ob betoniranem robu ali tako, da sedejo na rob in se predajo sončnim žarkom. Lep pogled nanj je tudi s terase ali iz zimskega vrta. Zadnji finalist letošnjega izbora za najlepši ribnik pri nas je ribnik v Radizelu. Koliko je star ta ribnik, kako je začel nastajati? Ta ribnik je star 3 leta. Nastajati začel prvo izkop. Po izkopu smo naredili potem nasip, ker je teren tak, da je mogel biti nasip narejen. In globina ribnika je cirka 1,60 m, površina je 3 m×7 m, okrog 17 kubikov vode. Domujejo v njem koi krapi, to so ti okrasni krapi. So kar veliki. Ja, so kar veliki, jih je not 8 komadov. Potem smo naredili še ta podest. Pravzaprav sem ga jaz delal, sin mi je pomagal. Z tega podesta lahko se hranijo ribe, malo opazuješ ribe in to.
Pa na tem podestu zdaj pogosto posedite in občudujete ribnik. Ja, dosti. Jaz in tudi žena, pa sin. In, ne, se pravi, da ko jih hraniš, potem so blizu in jih opazuješ in to te lepo pomirja. Posebnost ribnika v Radizelu je rastlinski filter s potočkom, ki spodbuja rast vodnih rastlin. Temu ustreza nevtralna ali bazična voda, tako kot ribam v ribniku. Za ribnik skrbita oče in sin. Ženskemu delu družine ostaja predvsem uživanje ob njem. Prav je, da takole v Bukovniškem jezeru, potem ko smo videli vseh 8 finalistov letošnjega izbora za najlepši ribnik pri nas, poveva še pravila tega glasovanja oziroma tekmovanja. Ja, pravkar smo videli 8 finalistov in glasovanje poteka od jutri dalje, od 6.10. in traja do 11.10. To se pravi v petek do 24. ure se glasovanje zaključi. Kdo lahko glasuje? Glasovanje je zdaj prepuščeno izključno ljudem preko spleta. Glasuje lahko vsak, ki ima dostop do računalnika in en veljaven e-mail in potem odda svoje glasove preko glasovnice, ki jo najdete na naši spletni strani www.akvarij.com. Torej o pravilih tekmovanja več na vaši spletni strani. Najboljše 3 oziroma najlepše 3 bomo nagradili in jih znova obiskali. Kaj pa so nagrade? Nagrade so tako kot vsako leto vrednostni boni naših sponzorov. Nagrajeni so vsi, ki so prišli v finale. No, letos bomo s priročnikom Oddaje na vrtu Naredimo, uredimo nagradili tudi 3 glasovalce. Tako da veselo na glasovanje.